Športnik je eden izmed tistih poklicev, kjer sedenje na preteklih lovorikah ne pride v poštev. Vrhunski uspehi pridejo stežka. So posledica leta odrekanj in napornih treningov. Obdržati se na vrhu, ko si tisti, ki ga je potrebno premagati, pa je še težje. Takrat pride na vrsto neizprosna tekma samim sabo in na površje priplava zmagovalna miselnost. Če jo športnik ima, seveda. Nimajo jo vsi. Tudi slepa koklja zrno najde je pregovor, ki najbolje opisuje muhe enodnevnice. Tudi med najboljšimi športniki Primorske preteklega leta jih je bilo kar nekaj. A to zagotovo nista zmagovalca v moški konkurenci Luka Božič in Sašo Taljat, ki sta se jeseni v ameriškem Deep Creeku zavihtela na svetovni prestol. Svojo zmagovito pot sta tlakovala dlje časa in po letih nabiranja izkušenj, številnih vzponov in manj številnih padcev premagala čisto vse. Težko je, v bistvu vsako leto tudi nama več let izkušenj, ko malo lažje je tekmovati, večkrat, ko si na štartu, lažje je se spopadati s progo, tako da zato mislim, da je tudi toliko časa botrovalo temu do tega rezultata. Sezona je bila dolga in naporna, po krajšem počitku pa bo dvojec soških elektrarn kmalu ponovno sedel v kanu. Najprej so bile na vrsti priprave na vodi, a v drugačnem agregatnem stanju. Takoj po novem letu se z reprezentanco odpravljamo na Pokljuko na enotedenske priprave tekem na smučeh, po tistem sledi pa že prve resne priprave na divji vodi v Združenih arabskih emiratih. Kako se bori, ko si najboljši in v sami svetovni špici že dlje časa nazorno kaže gorska kolesarka Tanja Žakelj. Že 2 sezoni je vrhunska v svetovnem pokalu, ubranila je naslov evropske prvakinje in bila 4. na svetovnem prvenstvu. Glavni cilj 26-letne kolesarke pa so olimpijske igre v Riju leta 2016. V Londonu sem bila prvič na olimpijskih igrah, nabirala izkušnje, tokrat pa upam, da se mi uspe še bolje pripraviti in doseči kakšen uvideven rezultat tudi tam. Zaveda se, da bo pot do Brazilije še težka. Normo si v disciplini olimpijskega krosa zaradi posebnih pravil še ni zagotovila. A kolesarka je samozavestna, da ji bo uspelo in ne misli ždeti križem rok. Nova sezona je namreč pred vrati. Ja, je kar taka kompleksna disciplina, tako da sem zelo hvaležna trenerju, da me spremlja in mi tudi daje napotke. Tako da dejansko sistem treninga pa zelo odvisen od časa in pa kdaj sezona pride. Letos začenjam sezono konec marca, aprila in pa konec maja prvi svetovni pokali, kjer upam, da bom pa že tista prava v vrhunski formi. Od Trnjev do zvezd in nazaj v Trnje pa je samo v enem koledarskem letu uspelo nogometnemu društvu Gorica. Povezava z italijansko Parmo jih je najprej rešila pred propadom in jih nato izstrelila vse do zmage v pokalnem tekmovanju. Da je bila to hiša iz kart, ki se lahko podre v vsakem trenutku, so številni opozarjali že takrat. Danes pa je jasno, da to ni bila niti srednjeročna rešitev za goriški nogomet. Gospodarstvo ne more financirati kluba niti v 3. slovenski ligi. Goriško gospodarstvo enostavno brez nekega povezovanja ni možnosti za naprej. Letos smo si pač zadali novo pot, podpisali smo neke pogodbe, ki niso vezane toliko več na Parmo. Tudi Parma sama je v velikih finančnih težavah. Če spremljate sami, veste, da so pač dobili sedaj nove lastnike. Jaz upam, da bodo tiste finančne obveznosti, ki jih imajo do nas, poravnali, tako da bi lahko zadihali in da bi normalno tekmovali še naprej. Včasih je potrebno narediti korak nazaj, da lahko potem naredimo 2 naprej. Eni to znajo in zmorejo, drugi pač ne.